Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Volitve so še vedno osrednja tema. Volilna noč je bila pestra in kljub temu, da bomo na uradne rezultate morali še počakati, so bile vloge zmagovalcev in poražencev razdeljene že kmalu po zaprtju volišč. Najpomembnejše vprašanje pa je postalo, kdo bo ob SD, Zares in LDS sestavljal koalicijo. Kandidat za poslanca stranke Desus, Doro Hvalica, o tem, kdo je najboljši, ni imel pomislekov. Največji zmagovalec je, če govorimo o razliki in procentu, ki ga je dosegel, je pa zagotovo Desus. O tem ni dvoma. Največji zmagovalec je Desus in 1000 evrov vsakemu upokojencu, o tem ni nobenega dvoma. Kljub temu se bo stranka za vstop v vladno koalicijo borila s SLS, ki za svoje sodelovanje pri vladanju še ne postavlja visokih zahtev. SLS pa bi morda nekoliko omilila enobarno podobo leve koalicije, ki se je takole zabavala na Prešernovem trgu v Ljubljani. Evviva komunizmo! Spomnimo se, posledice zmage Levice sta na Zboru za republiko že pred volitvami napovedala Tone Jerovšek in Janko Kos. Če bodo socialni demokrati skupaj z celotnim trojčkom, pa tudi potem, če bi take volitve dobili, nadaljevali za to politiko, kakršno so jo zastavili na teh shodih, na teh soočenjih in tako naprej, torej politiko delitev, v tem primeru se pa lahko pričakuje na konceptualno nejasna in tudi za ljudi neprijazna politika. To bi pa bila seveda kvečemo neka regresija, stagnacija, ki lahko pelje celo v kaos. Manj dramatično so volitve doživeli tudi dopisniki, denimo novinar slovenskega uredništva Raj v Trstu Fabio Đerđole. Ja, volitve so bile nekako znako pričakovanja in tudi, bi rekel, običajnega razvoja v razvitih demokracijah, kjer se pač ena vlada zamenja z drugo. Nobenih hujših pretresov ni bilo, nekaj presenečenj, ampak bi rekel vse v skladu s pričakovanjem. Nekoliko bolj zanimive so bile slovenske parlamentarne volitve dopisniku HTV Damirju Smrtiću. Pa bilo je interesantno pratiti aferu Patrija. I vas se to tiče nekako? I nas se tiče, ali dobro, kod nas još istraga nije ni počela, nije došla do tih razmjera koji su bili u Sloveniji, zato nam je bilo interesantno pratiti. Inače, na Hrvatskoj televiziji nismo planirali pratiti toliko predizbornu kampanju, zanimali su nas hrvatsko-slovenski odnosi koji nisu bili tema, čak su svi osim Katarine Kresal odbili govoriti za Hrvatsku televiziju, recimo novi, baš očito premijer Borut Pahor je rekao da se Hrvatsku ne tiču ovi izbori jer su to baš unutarnjo politički problem. Podobno umirjeno kot tuji dopisniki so volitve doživeli tudi na ključno anketirani na ljubljanskih ulicah. Zakaj pa je prišlo do te zmage po vašem, kako si to razlagate? Ne, po mojem mnenju, zato ker je bila desnica slaba. Drugače pa ne bo nič, vse bo ostalo enako kot je bilo, mogoče pa še slabše. Jaz mislim, da je dobro, da se vsake 4 leta vlada zamenja. Da je ravno ne pomeni, da gremo nazaj, je še poseben napredek, pa mislim, da tudi ne. O volji ljudstva na volitvah, komentar dneva, novinar revije Reporter, Igor Kršinar. Lepo pozdravljeni. Volitve so za nami in državljani smo se odločili, kdo nam bo vladal naslednja 4 leta. Čeprav preštevanje glasov uradno še ni končano, je jasno, da je relativni zmagovalec volitev Borut Pahor in da bo verjetno tudi on sestavil vlado. Gregor Golobič in Katarina Kresal se sicer počutita kot zmagovalca, toda prejela sta veliko manj odstotkov kot Pahor, ki je z njima sklenil koalicijo. Zato ima Pahor edini mandat volivcev, ki odloča o tem, kakšen položaj bosta zasedla Kresalova in Golobič v njegovi koaliciji. Ker bo koalicija potrebovala še 4. partnerja, bo to najbrž upokojenska stranka Karla Erjavca, ki lahko gre v vsako koalicijo.
Paradoksalno je, da zdaj Pahor izjavlja, da se bo v širitvi koalicije posvetoval z Golobičem in Kresalovo. Pahor je namreč dobil 30% glasov, Golobič pa več kot 3krat manj, Kresalova je svojo stranko komajda spravila v parlament. A morda so težave v političnih botrih, ki so iz ozadja krojili Pahorjevo koalicijo z Golobičem in Kresalovo. Kot je znano, je Zoran Janković mobiliziral Ljubljančane, da so v večjem številu prišli na volitve, Milan Kučan pa je obelodanil, da bo zaradi politične realnosti volil Pahorjevo stranko. Toda volivci so mandat za sestavo vlade dali Pahorju in ne Golobiču in Kresalovi, še manj pa Kučanu in Jankoviću, ki sploh nista nastopila na volitvah. V demokraciji je normalno, da vlado sestavi tisti, ki je dobil mandat volivcev in ne kakšen boter iz ozadja. Narobe bi bilo, če bi Pahorjeve politične odločitve narekovali stari tovariši s Kučanom na čelu, če bo kadrovsko politiko izvajal Golobič, ter če bi mu iz ozadja s prstom žugali še Boško Šrot in drugi tajkuni. Pahor ima priložnost, da dokaže, da je sposoben sam voditi vlado, brez prišepetovalcev iz Kučanovega klana. Pahor je tudi odgovoren za to, da Golobič ali kdorkoli drug ne bo izvajal kadrovskega cunamija v gospodarstvu in medijih, ter da ne bo obračunaval z novinarji. V skrajnem primeru bomo imeli vsaj dovolj močno opozicijo. Janez Janša ima le 1% manj kot Pahor, zato ga ne moremo povsem odpisati. Čez 4 leta pa bodo nove volitve in volivci se bodo takrat lahko odločili tudi drugače. Morda spet za Janeza Janšo. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Danes se bo v Slovenskem mladinskem gledališču s predstavo Drums in the Night zaključil že 15. mednarodni gledališki festival Exponto. Sinoči bučen aplavz v Stari elektrarni požela švicarska predstava Random Plasma Project 9. Se prepozno, ali kaj? Dej, ajde, pet. Levo, hitro. Ožbi. Ja. Danes se bo v Slovenskem mladinskem gledališču s predstavo Drums in the Night zaključil že 15. mednarodni gledališki festival Exponto. Sinoči je bučen aplavz v Stari elektrarni požela švicarska predstava Random Plasma Project 9. To sem že prebral! Ups. Kaj ne naredim? Zamudil sem, sorry, excuse me, ubij me, evo, na, ubij me, policaji so me ustavili. Veš kaj? Kaj? Navadna pička si. No, lepo. Bezde, kaj? Enemu policaju sem 15 minut dopovedoval, da ni več na oblasti. Razumeš? On pa meni nazaj, da sem najbrž narobe razumel volilni proces, na koncu se skoraj stepla. Fuck. V sklopu festivala Utrip je ob 20-letnici kluba K4 v Ljubljanskih Križankah nastopil multi-instrumentalist, producent in DJ Simon Green Bonobo, ki je s seboj pripeljal 8-članski band s pevko Catherine de Boer. Na pobudo društva Yoga v vsakdanjem življenju je tudi Maribor na obletnico rojstva enega največjih zagovornikov nenasilja Mahatme Gandhija obeležil Mednarodni dan miru. Člani društva so mimoidoče na Grajskem trgu povabili, da v imenu miru prižgejo svečko in rečejo kakšen om. Prižgejo svečko, pri tem pa so jih vzpodbujali glasbeniki vokalske skupine Afir Bafir. Afir Bafir, om.
Prižgejo svečko, da si vzamejo kakšno misel, da pomislijo malo na to, na kak način bi lahko mi dodali k miru v svetu. V bistvu najprej seveda to, da je pogoj za mir v svetu to, da imamo mi sami sebi nekaj miru. Še vreme, temle štajerskim kvazi hipijem je uspelo dokončno pregnati poletje iz dežele. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.